Augusta Šantelj mlajša, Cvetje v vazi, 1909, olje na platnu. Slika začetka prejšnjega stoletja je tihožitje s cvetjem, tako imenovanimi snežnimi kepami. Naslikana je v sproščenih, barvitih slikarskih potezah, prikazuje motiv v hipni dnevni svetlobi. Avtorica je Augusta Šantelj, 1876–1968, Primorka, ki je v času med svetovnima vojnama živela tudi v Mariboru. Slikarka se je predvsem odlikovala v realističnem slikanju tihožitij in mestnih vedut. Po smrti Ivane Kobilce je veljala za najboljšo slovensko slikarko. Prvo slikarsko izobrazbo v duhu meščanskega realizma je skupaj s sestro Henriko pridobila pri mami Augusti Šantelj starejši, profesionalno izobrazbo pa sta obe sestri, kot tudi njen brat Saša, nadaljevali v Münchnu, na Dunaju in v Gradcu. Velikost slike je 52x70 cm. Šopek snežnih kep, belih cvetov in zelenih listov se bohoti iz okrogle steklene vaze. Slikarka se je odločila, da vaze ne bo postavila v središče kompozicije, temveč jo je naslikala nekoliko bolj na desno stran. Ravnovesje vzpostavi razporeditev cvetja, ki v kompoziciji tvori diagonalo. Šopek se na levi strani dviguje navzgor, medtem ko se cvetje na drugi strani močno sklanja. Na levi strani na podlagi ležijo beli cvetni lističi in vejica z zelenim listjem. Slikarka se je na vazi poigrala s svetlobnimi odsevi. Na njej vidimo odsev prostora in okna, ki v prostor spušča svetlobo z leve strani. V notranjosti vaze je upoštevala, da lomljenje svetlobe skozi steklo in vodo deformira obliko stebel. Vaza in šopek na podlago mečeta barvito senco iz različnih odtenkov zelene, med katerimi so bele poteze kot svetlobni odbleski. Ozadje cvetličnega tihožitja je stena. Na gledalčevi levi je naslikana s kratkimi potezami temno rjave barve, ki se proti notranjosti slike enakomerno svetli in vzdušje popestri z gibkimi potezami vijolične in modre barve. V sliki vidimo sproščeno potezo Čopiča in prav tako sproščen odnos do realizma, ki je v tem času veljal za moderno gibanje. Vtis plastičnosti je slikarka gradila s toplo-hladnim kontrastom. Vtis gmote kopastih belih cvetov je na primer ustvarila z odtenki rumene in modre barve.